profesionalc dolgo leta v tej politiki, gledate 25 let razvoja strankarske demokracije, je to zdaj končano ali bo ta tranzicija strankarska še trajala, v bistvu koliko časa, da se bo nekako stabiliziral ta prostor? Zdi se mi žal, da imamo opravka z regresivnim napredovanjem. Tako kot so v ekonomiji neki mojstri računovodstva pogruntali, da obstaja nekaj, kot je negativna nula, tudi tukaj obstaja negativen progres. Zdi se mi, da so stranke bolj razgrajene, kot so bile leta 1989, ko so šele nastale. To, o čemer je govoril tukaj v govoru, mislim, da Ivan Bizjak v tem naporu in trudu narediti nekaj po regelcih, narediti neko strukturo, neka pravila igre znotraj strankarskih. Stranke so interno razvrednotene v strankah samih, v očeh volivcev so pa vsa ta leta samo zgubljale. Eno ni nepovezano z drugim, ampak v resnici se mi zdi, da imamo stranke na nižji stopni, kot so bile. Kakšne so možnosti, da se pravzaprav nekako obrazi, ki smo jih vajali v slovenski politiki, ki imajo neko znanje, ki obvladujejo politično tehnologijo, da se vrnejo nazaj in pač poskušajo zbrati te koščke skupaj in narediti nekaj resno opcijo. Dvomim, vsak lahko govori zase, jaz nobenih takšnih ambicij nimam, v tem smislu nisem aktiven. Ni povpraševanja tudi, da bi videl, da bi kolegi, ki mogoče imajo to energijo, znanje sigurno mnogi imajo, da bi jo lahko konstruktivno uporabili. Tako da to nekaj, kar sodi k tej regresiji. Znanje ni cenjeno, izkušnje so breme in potem se zgodi, da se učimo vožnje letala na samem letalu. In tukaj se kaže na nek način odnos, ki smo ga žal državljani razvili do države. Jemljamo državo kot nekaj tujega, kot nekaj, kar nam kečemu škodi, od česar pravzaprav ničesar ne pričakujemo. In zato nam je skoraj vseeno, kdo vozi, kdo pilotira to državo. Ni nam pa vseeno, kdo vozi avtobus, s katerim se otroke naše pelje na šolo v naravi, ni nam vseeno, ne vem, kdo nas operira v bolnici, ampak kot da ne sedimo na tem vlaku, ki se mu reče država, mi, in če damo za strojevodjo nekoga, ki to prvi počne, ki ima dobre namene, ki mogoče je odličen v napovedovanju vremena, naprimer, ali pa v algebri, recimo, je odličen, ampak to ne pomeni, da bo dobro vozil. In pripeljali smo celo stvar tako daleč, da smo zdaj v neki fazi. Eno anekdoto vem, ker je ministru nekoč Ivo Hvalica davno nazaj rekel, vi, minister, niste, imena ne bom povedal, greh se pove, grešnika, minister, ki je bil poleg svoje funkcije, kar je zdaj moderno, je upravljal še eno drugo ministrstvo, je vodil začasno. Rekel, vi niste vedi, vi ste nevedi. In to je čas, v katerem živimo v času nevedejev, ki tega ne vedo. In to je najhuje. A rabimo čas ali je kategorija časa lahko? Ja, kot so rekli, tako stare gospe, potrpljenje je božja mast, ampak gorjemo, kdor se maže z njo. Hvala.